Če preživite še ta zrak, pa še 45 minut z menoj in bomo videli, bo predavanje dodalo še kaj v vaši bilanci. No, z energijo je tako, v osnovi ljudje najlažje razumejo, če ja to po bančniško povem. Če hočeš imeti več energije, so samo dve možnosti. Ena je, da povečaš prihodke, drugo je, da zmanjšaš odhodke, pa da ti bilanca ostane boljša. Ko gre za denar, nam je to jasno. Razen tistim bančnikom, ki nam pravijo, da bolj se zadolžujete, boljše bo za gospodarstvo. Mislim, da vsaka kmečka logika ve, da več kot trošiš, ne moreš imeti več. Torej, že v prejšnji knjigi, ki jo je zmanjkalo in smo samo za sejem uspeli dobiti 6 izvodov, če kdo bo živel, jo lahko res samo danes na naši stojnici dobi, to je čisto tle na koncu. Malo nam je nekaj šlo. Aha, imamo drugega. V tej prvi knjigi smo se ukvarjali predvsem s tem, kje mi vse imamo luknje, da nam energija odteka. Imamo jih pa zelo veliko. In nekaj teh vam bom danes, tiste, ki se mi zdijo res velike luknje, bomo probali pogledati skupaj. Ampak v tej knjigi smo jih 77 našteli, tako da čisto vseh pa ja res danes ne bom mogla obdelati. Potem pa, ko zamašimo, ker veste, nima smisla v en sod nalivati in nalivati prehranska dopolnila, čuda enih novih pogruntavščin, to so drage zadeve, veste, da se danes energija drago prodaja. Nesmiselno dodati nekaj novega, dok prvo ne zmanjšate te nepotrebne izgube tega, kar bi v telesu že lahko imeli. Tako da vedno priporočam, da štartamo z tega konca, ampak vseeno ljudje vedno sprašujejo, a bi lahko še kaj zaužilo, da hitro premagamo pomanjkanja. In ja, obstajajo rastline, obstajajo tudi določene snovi, s katerimi mi lahko spodbudimo telo, da dela več energije in to brez stranskih učinkov. In videli ste, ponovadi je vedno tako, ko se mi v projektu nečesa dotaknemo, mogoče to, ker sem ja vodnarka, čez leto dni to postane trend, vsi živi, zdaj imajo gobe, adaptogene in vse ostalo, ampak to je res zelo pomembno znanje. Nismo mi odkrili nič tople vode, to je nekaj, kar 2/3 sveta pozna že tisočletja, ampak zahodnjaki smo očitno že toliko vse svoje rezerve izčrpali, da smo zdaj pripravljeni prisluhniti tudi tej modrosti, ki, verjemite mi, skriva v sebi neverjetne zadeve. In zdaj, če gremo nekako po vrsti, kaj mi lahko naredimo, da povečamo prihodke? Glejte, tisti, ki ste malo bolj v stiku z stvarstvom, veste, da je energija zastonj in da če smo odprti, če smo pretočni, mi jo vdihavamo, tisti, ki ste bili zdaj in poslušali o dihanju, mi jo vdihavamo, mi jo živimo, mi smo generator energije in če smo sposobni samo to odpreti, da stvari funkcionirajo, eto nama že s tem dovolj dodatne energije. Ampak ogromno energije v telesu porabi tudi transport. Glejte, vi zdaj sedite, nič ne pomaga, tudi če ste alge, pa koprive, pa vitaminčke papali, če vaša limfa zdaj stoji, če fascije stojijo, potem smo tako, ne vem, če se spomnite, jaz sem tistih otrok, ko ni bilo velikih igrač in je bila fascinacija tista snežna kugla, ki jo obrneš, pa sneg pada dol. In jaz sem poskušala kot otrok tako stokrat, če obrnem, pa da ne bo padlo. Ja, ne glede na to, koliko si ti tresel, je vedno enako hitro se poseda ta sneg. In zakaj vam to razlagam? Naše telo deluje enako, ne glede na to, koliko ste vi danes telovadili, zdaj, ko sedite, se sesedate. Ne glede na to, a ste včeraj bili na Triglavu, nič ne pomaga, če zdaj sedite par ur. Torej, ta naša limfa se tako hitro ustavi se ta trenutek, ko se mi ustavimo. In takrat lesenimo. In takrat se ustavi tudi pritok naše energije. Dejansko zelo preprosto, od nas življenje ne zahteva hudega fitnesa. Življenje pa zahteva, da dihamo pa da migamo. In s tem mi produciramo energijo. To pomeni, namesto, jaz sem zdaj svoje življenje spremenila tako, namesto da 8 ur sedim za računalnikom, potem pa 3 ure na vrtu,
zdaj kolobarim. Nastavila sem si na začetku urico, pol ure za računalnikom, potem naredi bing, potem 5 minut grem nekaj drugega delati. In tudi, ko pakiram za kakšen dogodek, prekinem pa eno škatlo, nosim v avto, pa čez pol ure nesem drugo, pa posesam eno sobo, pa čez 1 uro posesam drugo. Sicer tako malo grdo gledajo, kaj dela ta sesalec v predsobi. Ja, čaka drugi del sesanja, ampak zanimivo je, od takrat nimam bolečin v ramah, v vratu, v križu. Veste, koliko stanejo fizioterapije, pa maserije, pa vse ostalo? Sem zato, ker smo se nekje zacementirali. Ta pretočnost je izjemno pomembna in brez tega, da mi transportiramo energijo, jo ne bo. Kaj pa proizvodnja energije? A mi lahko malo večje kapacitete osvobodimo? Veste, proizvodnja energije ni poješ več kalorij, pa imaš več energije, ker po tej logiki tisti, ki žrejo največ, bi morali imeti največ energije. Veste, da bolj smo slabe volje, več jemo, pa slabše se počutimo. Torej, debelost ni rešitev, ampak naši mitohondriji, naša celična energija je rešitev. In mitohondrije mi lahko spodbudimo k boljšemu delu na različne načine. Torej, kava ne spodbuja mitohondrije. Kava je bič, s katerim bičaš telo, da v paniki dela boljše, ampak troši že obstoječo energijo. Če vi hočete trajnostni pristop, zdaj je moderno biti zelen, potem pa morate več energije proizvesti, ne samo pa iz neke zaloge jo porabljati. In ravno tle se razlikuje ta vzhodnjaška in zahodnjaška strategija. Kaj pa zmanjšati odhodke? Danes se veliko govori o tem, koliko nastane proizvodnja elektrike. To nam je zdaj blizu tema. Tudi naša notranja elektrika ima proizvodno ceno. Če ste vi jedli eno zanič kosilo in zmešali stvari noter, ki zelo težko grejo skupaj, boste vi 8 ur nekaj obračali in prebavljali, da iz tega iztisnete kakšno drobtino energije. In obratno, če ste pojedli nekaj, kar je za vaše telo veliko lažje za prebaviti in kar bo hitro vas pognalo, boste vi imeli zelo majhen vložek, pa nekaj dobite. Vedeti morate, da tisto, kar ste danes pojedli, vas še ne poganja, to vas bo jutri. Torej, traja nekaj časa, da nekaj, kar smo mi zaužili, sploh postane energija. In zdaj sledi tisti del, kjer vsi malo tako me čudno pogledajo. Vse, kar ste danes pojedli, je strup. Tudi, če ste jedli biodinamično, ekološko. Zakaj? Zato, ker nobeno hrano vi ne morete vbrizgati v žilo, pa da preživite. A se zavedate? Mi dejansko vedno to, kar mi zaužijemo, je za naše telo polprodukt. Surova nafta, iz katere vaša rafinerija mora narediti gorivo. In ta investicija veliko stane. Torej, da vi iz nečesa, kar je polprodukt, naredite svojo energijo, vi morate investirati v ta proizvodni proces. In ko nimate energije, je najboljše, da ne jeste, če jo hočete ohraniti. Glejte, vsaka mačka, vsak pes in vsaka žival, ki ni hodila v šolo in ni brala mojo knjigo, to obvlada. Edino človek misli, da bolnega partnerja in otroka, da boš ozdravel, ga futramo in ga zastrupljamo, ker ta trenutek, ko vi imate recimo vročino, encimi ne delajo, prebava se ustavi, dejansko kradete energijo telesu, ki bi bila potrebna, da se telo pozdravi. To je odvisno od tega, kako poteka ta naš proces. Lahko ena oseba z 10-krat manj porabljene energije proizvaja svojo energijo, nekdo pa ima investicijo, ki se mu nikoli ne obrestuje. Če vas bo zanimalo več, pravim, boste brali. Pomemben element seveda je, če hočeš imeti boljšo bilanco, porabi manj. Tukaj se pa ustavimo na vprašanju, kdo pa je največji porabnik. Pridemo do tega. Torej, kje so največji porabniki energije v našem telesu? Kaj mislite? Možgani? Dihanje, prebava? Nič drugega vam ne pride na misel? Stres? Veste, večinoma pravijo, fizični delavci morajo veliko jesti, športniki morajo veliko jesti. Nekako smo mislili, da če garaš, rabiš več energije in
za mnoge je bilo šokantno, ko so ugotovili, da je glava naš največji porabnik. Gledajte, nič zavedati v primerjavi s telesom, pa porabi, mislim, 60% vse glukoze, ki jo naše telo pridela. Torej, zelo nesorazmerna poraba. Ampak največji problem je, ko vi to glavo vozite vedno na rdečih obratih. Takrat je poraba še večja. Torej, če bi mi zdaj živeli nekje na vzhodu, od majhnega te učijo, ravnovesje telesa in duha, utišaj ropotuljo, uporabijo takrat, ko jo rabiš, to je, ko greš na Google nekaj vprašati, takrat ti Google odgovori, ampak ne, nas so učili, da bolj mislimo, bolj premišljujemo, bolj skrbimo, bolj gruntamo, da smo zaradi tega boljši. In da nas je umetnost utiša tropotuljo. To dela 24/7. Plačamo veliko denarjev, da nas ljudje učijo, da se umirimo. Kaj pomeni beseda umiriti se? Pomišljaj, miriti. Ne morete se umiriti, dok ne umirite, ker ta ropota, ta ustvarja stres. Ti nisi sploh imel idejo, da si ogrožen, dok ti možgani ne rečejo in ne prevedejo neko situacijo. Tako da šparanje energije se začne tam. Kitajci temu rečejo 5 največjih strupov, strah, jeza, žalost, skrb, pohlep. Vse, kar uspete to rdečo črko zmanjšati, več energije vam bo ostalo. Potem pa pride prebavni sistem kot drugi veliki porabnik, to vam je bojler v hiši, ne? Vse ostalo je drobiž. Gibanje, fizični napori, šala mala v primerjavi s tistim, kar je sposobna skuriti naša glava. Če hočete šparati energijo, tle začnite. Interni transporti, cirkulacija, dihanje, gibanje vzame zelo malo, ampak pojavljajo se pa novi tatovi in nevidni so, to je problem. Torej, te vaša babica ni poznala, okoljski strupi, elektromagnetni smog, gledajte, zrak nabit s pozitivnimi ioni, to dobesedno sisa kri in potem se počutiš kot ožeta cunja, samo zato, ker si vdihaval slab zrak in bil izpostavljen vsem tem Wi-Fi-jem, 5G in podobno. Torej, tle se skriva, pa še nekaj je, nikoli nismo živeli bolj nesmislena življenja, oprostite, ampak mi smo tako nekje, Rimsko cesarstvo leta 300, civilizacija je v marsikaterem pogledu prišla v fazo hude dekadence. Tisto, kar je naravno, kar je bil stik človeka s stvarstvom, z okoljem, z drugim človekom, smo uspeli v 50 letih spraviti v ene zelo degenerirane odnose in to tudi jemlje energijo. En kmet je znal vse. Pomagati kravi, pozdraviti, roditi, skuhati, narediti vse od začetka do konca. Ni delal eno delo celo življenje, ampak je delal vse, kar eno življenje potrebuje. Danes večina ljudi dobiva plačo zato, da trpi nesmisel. In ne moreš imeti velike energije, ko ne veš, kaj sploh počneš v življenju. In obratno, tisti srečneži, ki uspejo živeti smiselno življenje, jo pa imajo, kar hočejo. Mislim, jaz zdaj imam 60, pa imam več energije, kot sem na 25. S 25 bom ne bi imela prav veliko zapovedati. No, da se vrnem, res upoštevajte, da misli niso zastonj in da vsaka, ki jo prišparate, lahko to energijo uporabite za kaj bolj pametnega. Koliko nastane energije iz hrane? Vedeti morate, nismo mi to, kar jemo, ampak sem tisto, kar ste od tega prebavili. Energijska bilanca je, a ste porabili več, da prebavite, a ste iz tega dobili več. Pazite, ne me narobe razumeti. Tudi bližnjice, ti pa bomo malo mešali praške, pa samo jedli smutije, zato da prebava gre hitreje. Na dolge proge je slepa ulica, da ne bi slučajno imeli napačnega sklepa. To je vsaka mišica, ki v telesu ne dela, bo atrofirala. In šparanje na prebavi na način, da prebavila ne uporabljamo, ni prava pot, ker pripelje do velikih zapletov v prebavi, če to postane seveda neki dominantni način prehrane.
takrat, ko imate energije, da jo vložite v prebavo, veste, včasih sem tudi zelo lačna, pa se ustavim, pa gledaš na nekem petrolu, a je kaj za užitnega. Ampak prej bi dala v sebe karkoli, sem da potešim lakoto, zdaj vprašam, a se splača v to investirati svojo energijo. In zelo pogosto ugotovim, da se bolj splača ostati še malo lačen, pa si doma narediti nekaj boljšega za pojesti. No, dala vam bom nekaj predlogov, ne morem vsega, kar smo tam pisali, ampak gledajte, ta naš prebavni sistem je ena taka cev, 12 metrov, to vam je od sklepa do tam glavnega koridorja, ki bi nas razpakirali, bi bilo kar nekaj. In to je tekoči trak, v katerega, ko vi nekaj date v usta, ni poti nazaj. Gre skozi požiralnik, mora pasti v želodec, želodec se spopade s tem, kakor ve in zna, potem pa gre v 12-nik, potem pa malo pomagajo jetra, žolčnik, trebušna slinavka in šele, ko bo prišlo v črevesje, se bo telo odločilo, a vzamem, a spustim v stranično školjko. Torej, šengenska meja našega telesa je v črevesju. Zato tam imate tudi največ teh imunskih celic. Tam je policija, tam je carina, tam se odločajo, ali je to, kar smo mi zaužili, terorista ali je nekaj uporabnega. Ampak vseeno, predstavljate, koliko ene energije vložite za to, da se v vašem črevesju odločijo, da je to samo za stranično školjko. To je propadla investicija. No, nismo rojeni z navodili za uporabo, žal, da bi super, da dobite zraven, ker kaj bi pisalo v teh navodilih za uporabo? Pisalo bi, da vaš želodček ima volumen oziroma prostornino 8 deci do 1 liter. Torej, v najboljšem primeru toliko. Zdaj pa, opišite mi, kako lahko noter spraviš nedeljsko kosilo, ki je sestavljeno iz juhe, pečenke, krompirja, solate in pol litra pijače, kave in sladice za povrh. Ampak pazite, ta metafizika je možna, zato ker je želodec tako malo elastičen, da se ga razvleči, ampak kaj se potem zgodi? Potem rečeš, tako sem se ga nažrl, da dihati ne morem. Ja, seveda ne moreš dihati, ker želodec se nahaja tik pod pljuči. To je pakirano tako kot kufer za tiste poceni lete. Veste, noter nič ne more pasti v naše telo. Ne obstaja neki luft, da bi se želodec lepo tako nemoteno razširijo, ko vi date noter več. Torej, ko vi razširite želodec, vi stisnete predvsem spužvaste organe. To so pljuča. Naenkrat vi odrežete polovico lastnih pljuč in potem se čudite, da ne morete dihati. Pa vas tudi nekaj tišči. Je seveda zato, ker direkt tle od zadaj so ledvica, ki jim tudi malo želodec vzame prostor. Pa s komolcem pritisne jetra, pa na drugi strani še slinavko. In pa še nekaj je, če ste pa zares napolnili to, zdaj, ko je to samo do pol, ni problem to malo premučkati in se bo ta masa hitro obračala, hitro se bo prepojila s sokovi. Po domače povedano, recimo ženske, veste, da če hočete mesiti kruh, ne sme biti moke do vrha. Kvečjemu tretjino nafilaš, zato da ti ne leti moka povsod po kuhinji, ko boš nekaj mesijo. Naš želodec pa mora, to, kar ste vi zaužili, se sekljati do konstitucije jogurta, torej krompirčki, zrezki, pice in ostalo, morajo postati jogurt, zato da bi šli naprej. Zdaj pa pazite, ni pa nobenega rezila noter, ki to dela. Kako to čudo mi naredimo? Naredimo tako, da se želodec giblje, da mesi to, da to obrača. Ampak želodec nič ne more narediti, če ste ga nafilali do vrha, ker nima prostora, da bi obračal. In od tega je odvisno, a se bo nekaj valjalo v vašem želodcu 2 ure ali 8 ur. Ampak 8 ur boste vi morali ta stroj poganjati svojo energijo. Druga zadeva, ki se nam zelo pogosto zgodi, je, da se ne zavedamo, da je naš želodec zelo podoben recimo pomivalnem ali pralnem stroju, da ko vi zaženete en program, ga morate speljati do konca. Torej, ne boš na pol odprl, zato da daš še ene umazane nogavice v pomivalni stroj, ampak želodcu pa nenehno to delamo.
ravno ste nekje prišli na pol prebave, ko se spomnite, da noter vržete še nekaj malega. Zdaj, to je misija nemogoče za vaš želodec. Gledajte, vsi, ki poznate želodec je ena vreča, nima prekate. Ne more reči, gledam tisto, kar si zjutraj pojel, pa tisti poobedek. Torej, on je ene stvari že predelal, vi prinesete nekaj novega, on to ne sme pustiti skozi, ker ni predelano, ampak tisto, kar je že na pol predelano, bo zavrelo. Veste, in potem vam se odpre gornja zaklopka, pa imate refluks, pa mislite, da imate želodčno kislino, pa potem zmanjšujete kislino čisto po nepotrebnem in tako naprej. Želodec ima še eno pravilo in sicer temperatura pri pralnem in pomivalnem stroju segrevanje vode pobere največ energije. Kako mi to vemo, za male hišne aparate za telo pa ne vemo. Vete, da bi se sploh začela prebava v telesu, vi morate hrano imeti na 37 lepo pogreto. 36,5 do 37 mora biti toplo, drugače se sploh prebavni encimi ne sproščajo. Če pa imate vročino, pa se nič ne sprošča in vse bo zgnilo, kar ste pojedli, posebej, če so beljakovine, zato ne jejte, če imate vročino. Ampak pazite, če vi spijete mrzlo pijačo, telo mora prvo zahajcati, da jo pogreje na delovno temperaturo. Če imate radi juho, iz katere se kadi, celo mora klima napravo zalaufati, da to shladi na delovno temperaturo. In do takrat ne obdeluje. Torej, če hočete šparati, šparovni ekoprogram za prebavo je, uživaj vse čim bliže telesni temperaturi. Ker tam boste najmanj energije porabili, da to pregrevate ali hladite, da olajšate prebavo. Če to, samo ta 3 nasveta, da vam ostalih 73 ne naštevam, pa boste videli, koliko, ne boste vedeli sploh, da se prebavlja, ker bo lepo gladko pa hitro šlo skozi. No, zdaj pa kaj delamo zahodnjaki, ko naredimo vseh teh 77 napak, zdaj nisem, kaj mešamo, kaj ne mešamo, kaj gre zjutraj, kaj gre zvečer, mislim, še tle bi bilo kup stvari zapovedati, ampak ko nam zmanjka energije, potem pa mi seveda na zahodu posegamo po kavici, čokoladah, zdaj po novem, po guarani, po energijskih pijačah. Nekaj moramo vedeti, to so stimulanti, tako jim lepo rečemo, stimulanti. Ampak vsi ti stimulanti delujejo tako, kot ko greste v minus na tekočem računu. Torej, to ni nobena nova energija, ki ste jo vi proizvedli, ampak je to kraja energije iz svojih rezerv, iz dovoljenega minusa. Glede, mi vsi, tudi če vi zdaj mislite, da ste strašno utrujeni, če bi zdaj bil potres, verjemite mi, da bi 2 dni brez težav odkopavali ljudje iz ruševin, pa ne bi bili lačni pa žejni. Od kje pa pride ta energija? Mi imamo eno esenco, tako recimo, kot vsaka mama za pogreb malo shrani, mi v telesu vedno imamo shranjeno določeno zalogo, ampak ni mišljeno, da iz nje posegamo. Stimulanti so pa en ključek, s katerim mi lahko z tega dela tekočega računa pobiramo. Esenco svojo lastno pobiramo. Dejansko svojo energijo jutrašnjega dne porabite danes, ko bičate telo, da se premakne takrat, ko bi se hotelo ustaviti. In vse to deluje na način, da stimulanti povečajo izločanje stresnih hormonov, po domače povedano razglasijo preplah, kava je alkaloid, in telo se jo hoče čim prej rešiti, zato proba z urinom to odplakniti, ampak ker je vmes panika v telesu, mi to čutimo, da smo bolj zbrani, da smo bolj fit, ker telo naenkrat zbudi vse, kar lahko, da ta alkaloid zbere. No, pa seveda, še dvojno postanemo bolj utrujeni, ker vsa poživila delujejo kot diuretiki. Kar pomeni, spiješ kavico, ki je pol deci, greš pa polulati 2 deci pa pol, ko pa si posušen, potem energija še teže gre po telesu, po suhi strugi ne gre. In tako kot vsaka hidroelektrarna, ko upade vodostaj, zmanjša proizvodnjo elektrike, ko v vaših celicah upade vodostaj, mitohondriji nehajo delati energijo. Tako da prvo ste izčrpali rezervo,
potem ste zaradi dehidracije zmanjšali lastno proizvodnjo, potem pa vsi kofeini tudi zavirajo resorpcijo železa. Železo je pa nujno za vaše rdeče krvničke, brez rdečih krvničk pa se kisik in hranila ne pripeljejo do celic. Torej, na nek način trojno, mislimo, da smo si dodali neko energijo, trojno pa jutri plačate zelo visoke obresti. Veste, da so na tistih dovoljenih minusih oderuške obresti in zaradi tega je treba paziti, koliko, kdaj, na kakšen način, da ne omenjam še draženje sluznic pa ostalo. Ne narobe razumeti, ja tudi spijem kakšno kavo, ampak ob njej vedno pijem tudi dovolj vode, pa zahodnjaki edini pijemo kavo brez začimb, z dodajanjem določenih začimb lahko precej omilimo te stranske učinke. Denimo Švedi, Danci, oni bojo vedno kardamom dodali v kavo, ker kardamom izboljša presnovo v možganih in namesto, da verižno greste kava, tako 1-3 dopoldan, ena zadošča, da vas drži ves čas, zato ker vas samo ena zažene, potem pa jadrate na višinah. Tako da kardamom je res ena izmed rešitev. Ampak zakaj recimo Kitajska, Indija in ostalo, zakaj tam kave ne pijejo? Tudi črnega čaja ne pijejo, da ne mislite, zelo malo. Kako se pa oni poganjajo, pa verjemite mi, garajo več kot mi. Živijo daleč, da bi rekli, da to ni stresno. Izpostavljeni so večjim toksinov, vsa umazana zahodnjaška tehnologija je zdaj tam. Odkod jim pa energija? No, oni že tisočletja vedo, da je kako upravljati to energijo, že tisto prvo, kar sem vam razlagala, obvladajo, ampak poznajo tudi rastline, ki človeka zares pomajujejo, revitalizirajo in povečujejo proizvodnjo energije. No, to so zelo zanimivi kipi. Veste, kaj držijo ta dva kitajska cesarja v rokah? A vidite tam? Rejši gobo držijo v rokah. Ko smo mi prvič slišali za kitajsko medicino in ko so omenjali ruler drugs, so eni napačno prevedli, da so to bile rastline rezervirane za kralje. Ne, to so kraljevske rastline, tako jih tudi kmet uživa, če ve, kaj je to. Ampak, ja, res je, kralji, najvišji svečeniki so zelo dobro vedeli, kako to funkcionira. In če pogledate letnice teh kraljev, koliko so živeli, krepko nad 100 let. Če ste brali recimo Ščepec rešitve, ko se rumeni cesar pogovarja s svojim zdravnikom, on ga sprašuje, zakaj ljudje več ne živijo 200 let kot včasih. Pa vam danes nekdo prodaja, da smo mi zahvaljujoč razvoju in farmaciji najbolj dolgovečni, kot se da zamisliti. Lepo vas prosim, pogledajte Valvazorja, seznam 100-letnikov. Poglejte Hildegardine zapiske, ona je imela zapiske, koliko je treba puščati kri, 60-letniku, 70, 80, 90, 100 let in več. A mislite, da bi delala te tabele, če ni videla 100-letnika? Sama je s 60-imi začela predavati pa konja jahati, tako da zame so tudi še možnosti, to s konjem še manjka. Ja. Hočem vam povedati, nam predstavljajo, da mi moramo zdaj biti zadovoljni s tem, kar imamo in da nihče nikoli ni bil tako vitalen in da so ljudje v srednjem veku živeli 30 let. Ja, to je statistična laž. Če je bilo 10 otrok, 3 umrejo pri porodu, 3 v vojni, 3 živijo 100 let brez enega samega zdravila, se temu reče povprečna doba 30 let. Tako da nimam časa, da vam vse to razlagam, verjetno vas zanima, kako si mi lahko s tem pomagamo. Predvsem moramo spremeniti razumevanje, kaj so rastline, ki nam lahko pomagajo. In kitajska medicina je to, kar mi danes imenujemo najboljša zdravila, tarčna, ki ubijajo točno to, kar nam je problem. Za njih je to bil najnižji rang zdravila, ker so rekli, vse, kar ubije, je najnižja energija, je vedno toksično in vedno ima kolateralno škodo v telesu. Poglejte te vojne. Najmanj pobijajo teroristov, poglejte, koliko civilnih žrtev, da ne menjam Gaze pa tega. Ampak v telesu je enako. Ko vi greste z antibiotikom, ubite eno bakterijo, pa pobijete še 10-krat več prijateljskih. In velja za vsako zdravilo, ki je usmerjeno, da ubija patogen, takega, ki bi samo patogen ubilo, težko najdete. In pa ste to modrost so imeli že 4500 let nazaj,
da so tudi brez Hipokritove prisege vedeli, da tisto, kar ne škoduje in pomaga, je najboljše zdravilo. Najboljša so pa še tista, ki vejo, kaj naj počnejo v vašem telesu, če tudi jim vi tega ne poveste. Vidite, ta najvišji rang, oni jim rečejo, delujejo kot učiteljice in motivatorke v telesu, nikoli ne škodujejo, nebeško energijo imajo, princip ljubezni in humanosti. Mi sploh ne vemo, o čem oni govorijo, veste? Da bi nas nekaj zdravilo s principom ljubezni in humanosti, res zveni kot lari-fari. Ampak če malo pomislite, zakaj ste zboleli, niste zboleli zato, ker ste naleteli na neki patogen, ampak ste zaradi tega, ker vam je v osnovi zmanjkalo energije, ljubezni do sebe, humanosti do sebe, zaupanja v določene zadeve. In gledajte, oni so že takrat prepoznali, da obstajajo številne rastline, ki ne delujejo s tovmi, ampak delujejo z valovanji, svetlobo in softversko. Ta softverski del mi šele počasi odkrivamo, ampak ko enkrat povohaš vrtnico in ti solze grejo na oči, potem veš, kaj je softver. Ti ne rabiš pojesti sivko, da bi te umirila. Ne rabiš pojesti rožmarin, da bi te poživel. Dovolj, da ga pobožaš, pa že začutiš. Ampak pravim, to je samo delček zgodbe, obstajajo pa še močnejše zadeve. In to toliko močnejše, da vzhodnjaki vedo, da telo je ena energija, energija, s katero mi sijemo, je druga energija, oni temu rečejo yin qi, in to, kar mi oddajamo, koliko je velik naš plamen, koliko mi lahko svetlimo, pa je tako imenovana šen. Seveda, brez tistega tela sveče ne gre. Ne mislite, da boste svetloba, pa da boste živeli na čipsu, pa na Red Bullu. Ne bo šlo. Danes si mnogi predstavljajo, vse energije bomo mi vse z mislimi, živijo pa brez te sveče. Torej, večja je ta sveča, več možnosti ta plamen ima, tako da svečo je treba tudi negovati, ampak tudi to, kaj ta sveča oddaja, je zelo pomembno. Si predstavljate, da obstajajo zdaj rastline, ki lahko hranijo lahko eno ali drugo ali tretje. Za nas je to mogoče nov koncept, zaradi tega tudi zelo dolgo nismo vedeli, kaj bi zdaj mi s temi adaptogeni in kaj to sploh pomeni. Zdaj pa počasi vse bolj začenjamo razumevati, kaj je to. Pa še nekaj. Energija ni nekaj, da ti zdaj sebe naturiraš na 10.000 obratov in da v žilo daš nekaj, pa da ni treba spati 7 dni, pa da bomo študirali dan pred izpitom. Ne, to ni rastline, ki vam bo to omogočila brez visokih davkov. Največ energije imate takrat, ko dobro vozite, ko je ravnovesje. In to ravnovesje mora biti na vseh področjih. Jaz vam priznam, sama pogosto goljufam, zato ker poznam bližnjice. In tam, kjer bi se morala ustaviti, včasih rečem, no dobro, bomo malo zamešali tega, pa bo šlo. Potem neki škripne, no dobro, bomo malo namazali tega, pa bo šlo. In gre. Gre. Ampak do neke točke, ko nič več ne prime, zato ker te reče, zdaj pa inventura. In tudi, če se kje vračam z kakšnega napornega dogodka, včasih pa res rabiš neki stimulant, neki kofein, ampak naslednji dan počasti svoje telo z dodatno dozo počitka in dobre hrane in miru. In če te stvari niso v ravnovesju, verjemite mi, lahko ste čarovniki, pa ni pomoči. Tako da ta pohlep, da mi hočemo neki van iz ravnovesja, se res ne obrestuje. In to ravnovesje zajema ritem dneva in noči, letnih časov. Jasmina Karndorfer je pri tej knjigi pri utrujenosti zelo pomagala, res ona leta in leta sistematično študira afrodizijake, adaptogeni. In je tudi ugotovila, ne moreš ti po zimi siliti telo s hrano, ki je hrana za poletje. Ne moreš ti noč podaljševati. Torej, v osnovi nekako morate s tem tokom plavati, vi lahko okrepite, lahko kot veter v hrbet sebi date, ni dobro pa iti proti vetru. Včasih, izjemoma, potem pa rečeš svojemu telesu oprosti, hvala za razumevanje,
pa se vrneš nazaj. No, mi smo v tej knjigi z Bogom utrujenost obdelali zelo veliko število adaptogenov. Obdelali smo seveda tudi stimulante, čaj, kava, kakao, guarana in vse to. Zato, ker je tudi to uporabno, če to znate pametno uporabiti. Tako da tudi so nasveti, kako uporabiti kavo, da vam ne škoduje, kaj delati s kakaom, kakšen kakao je še vedno zelo dober in podobno. In Eva Nedeljko, ki je res krasna aromaterapeutka, je prispevala znanje o eteričnih oljih in hidrolatih, ker verjemite mi včasih, jaz sem kanem malo lovorja, pa deluje odlično kot kavica. Naredi red v glavi takoj. Tako da včasih sploh ne rabite niti zaužiti nekaj, ker so valovanja svetlobe lahko skrita v eteričnih oljih, v hidrolatih in takoj vi dvignete energijo celic, naprave obrate, pa ste takoj začutili več energije. Tako da kar nekaj je stvari, ki jih lahko uporabimo. Pomembno je res, da razumemo, da gre za popolnoma različne principe delovanja. Toniki ali adaptogeni so rastline, ki so tako kot rečeš, ok, zdaj je čas, da renoviramo bajto. To je res nekaj, kar ne deluje v eni uri, mogoče izjema je recimo rožni koren, ki ga zelo hitro začutite. Vse ostalo nas zahodnjaki odbijajo, ljudje mi rečejo, ja, užival sem to, pa mi nič ni pomagalo. Pa rečem, koliko časa si? Ja, 3 dni. Ja, dragi moji, če boste brali, boste videli, rodiolo recimo začutiš takoj. Vse ostalo, tudi ko so delali klinične študije, ki nedvomno pokažejo, kako te stvari delujejo, ampak v 4 tednih se bo šele pokazalo. Prej mogoče kaj malega simptomatično, ampak te stvari delujejo drugače. Tako kot če se vi danes odločite učiti tujega jezika, da ne mislite, da boste jutri že govorili. Ampak čez nekaj časa boste presenečeni, ko razumete koncept, kako stvari delujejo. Še en aspekt je, mi smo zelo veliko adaptogenov obdelali, ampak priznam vam, pri nekaterih postaja vse težje priti do prave kakovosti. Trg je prepojen z nekimi izdelki, za katere nihče ne more ugotoviti, od kje se je to vzelo. Neka garažna pakiranja, takšna in drugačna, a bo to delovalo ali ne. Večina stvari iz masovne vzgoje, tisto pa, kar so, veste, Kitajci študirali tisočletja nazaj, pa ni bilo hidroponika, pa take stvari. Tako da, če rastlina sama ne razvije sposobnost, da kljubuje vsem, ona tudi vam tega ne more dati. Ker kaj je adaptogen? Če prevedemo na naš jezik, je to nekaj, kar ti pomaga, da z minimalno energije opraviš to, ker zdaj imaš veliki raztros. To je en dober menedžer v telesu. Jaz sem to recimo, ker sem imela rodiolo in ashwagando, in to prav v enem zelo stresnem obdobju, tako da bi te nekdo speglo. Res, dobesedno, tako prej si imel take gibe, čist histerične, potem pa tako vse nekaj. Zalotim jaz sebe, kako vse od začetka do konca, kako pospravim, preden vzmem naslednjo zadevo, to meni sploh ni v naravi. Zame tako samo ostajajo, ko se kadi pa ostaja. Ampak ne, počasi, nič se ne mudi. Zalotila sem se tudi, kako bolj normalno diham, kako ni krča v želodcu, kako vdihnem, izdihnem, naredim, kako nisem utrujena. Torej, ni to, da ti je nekaj dalo dodatno energijo, da ti kot divji konj laufaš okrog, ampak nekaj ti je spremenilo način, kako funkcioniraš in na koncu ugotoviš, da si naredil veliko več, pa da nisi utrujen, pa da nisi pod stresom. Torej, te rastline so res kot ena vrsta notranjega trenerja, ki reče, počasi malo, umir se. In dobesedno umirjajo stresne hormone, ker veste, stresni hormoni so en hudič. Imeli ste neko krizno situacijo, nekaj hudega se vam je zgodilo, začne nadledvično špricati, ok. Ampak problem je, da tudi ko situacije ni več, telo ponavadi melje naprej isti stresni odziv. Nekdo ti je enkrat nekaj hudega naredil in ti že preden ga vidiš, ne, spet bo. Pa ne bo, človek imel slab dan takrat. Vmes te milo gleda, ampak ti to več ne vidiš, zaradi tega, ker si že v pričakovanju stresne situacije. No, adaptogeni imajo to veliko moč, reči našim nadledvičnim, počasi ni treba preplavljati telo s kortizolom, da mi prvo vidimo, kaj se tle dogaja.
to res vam povem iz svojega čutenja, kako to deluje. In takrat, ko vašo kri ne zalivajo stresni hormoni, je glava dela. Takrat tudi ste veliko bolj uspešni, ker vas ne prekinja nenehno misel, kaj če bo to, ker to vas prekinja. Vi ne morete nekaj uspešno narediti, če ste v strahu, da boste naredili napako. Ta nežen, to je res kot da imaš ob sebi eno staro mamo, ja temu rečem oljka, ker sem sedela v oljkah in res, ko te oljka objame, čutiš, pa kaj če bo konc sveta, a ne? En od mnogih. Res takav občutek imaš, ko si v eni energiji, ki je taka energija, ki te čist pomiri. Tlej pa obratno, torej z adaptogeni mi lahko to energijo imamo v telesu, da nas od znotraj umiri, obvlada. Seveda, morate vedeti, kaj bi bilo za vas najbolj primerno. Dodatno pa je, kaj pa zares ima to energijo, pa da nisem marketinški trik, pa neka razdišana prahec v kapsulah ali v nečem. Jaz sem zaradi tega vedno, imam rada, da vidim, kako nekaj raste in držim se tega, da samo rastlina, ki je imela izkušnjo, ponavadi so te rastline že same morale zrasti na nekim ekstremnih pogojih, če hočete to modrost. Veste, sem tisti, ki so imeli dovolj težav, so pridobili kilometrino, da rešujejo probleme. Če ste preveč ujčkali svoje otroke, pisali domače naloge in jim rešili težave, preden so nastale, nič ne pomaga, da imajo vaš DNK, ker nimajo nobene izmed vaših sposobnosti. In enako je z rastlinami. DNK ni vse. Vzgoja, življenjske izkušnje so zelo pomembne. Jaz se tega držim in zato so mi najbolj blizu adaptogeni, ki jih je možno gojiti oziroma ki rastejo tudi pri nas. Tle, če se lotite na ta način, lahko pridete do vrhunskega. Seveda, obstaja tudi na trgu nekaj vrhunskih pripravkov, žal boste večkrat stopili tudi na takega, ki ni vrhunski, pa boste ob denar, ampak rožni koren je torej nekaj, kar ni samo iz Sibirije, pa tam nekje iz Skandinavije. Rožni koren raste tudi v Sloveniji. Krvavec, Pokljuka, tam so ga že identificirali rastišča. In sicer ne priporočam, da zdaj vsi, ki ste tukaj, se odpravite tam nekaj trgati. Ne. Nasadite si ga. Sadike je možno dobiti tudi pri nas. Škoda je gojiti. Ja, na vrtu imam samo to, da ga gledam, da vidim, kako to zgleda, kako to raste. Ampak potem sem šla v Visokogorje, pa sem si ga tam, tako na 1300-400 metrov, sem jo to malo posadila. Vem, kje sem. Torej, Slovenci ne radi odkrijejo, kje gobe nabirajo. Morate biti veliki prijatelj, da vam povem, kje adaptogene gojim. Ampak potem tam grem nabrati. In rožni koren je res, to je ena izmed rastlin, ki jo čutite takoj. To res čutiš takoj. Kako te spegla, kako te umiri, pa kako energijo sprosti. Ampak na dolge proge je dobro kombinirati še s čem. Recimo kombinacija rožni koren pa ašvaganda se zelo dobro odnese. Tudi ašvagandu gojim, to so moje roke, pa moja ašvaganda. Sicer mi jo gojimo tako kot, ker je ena iz družine razhudovke in moraš gojiti sadiko enako kot paradižnik, tam nekje februarja, da jo daš, ko mine nevarnost zmrzali. In potem je nekje v oktobru, novembru, ko pomrzne gor, izkoplješ korenine. Pozabila prinesti sem, če boste šli na našo stojnico, jih imam. Veste, ko ti imaš svojo, imaš tudi indeks za preverjanje. Če ja vem, kaj moje telo reče na mojo, lahko potem probam tudi kakšno kupljeno in bom hitro videla, a je to kaj blizu ali ne. Meni se zdi to intimno razmerje zelo pomembno, ker ko vi spoznate rastlino, kako ona raste, kako izgleda, kako diši, vi že razvijate neki odnos, vas pokliče ali vas ne pokliče. To je zelo lepa rastlina, kljub temu, da je razhodovka urejena, zelo lep grmiček, tudi okrasen lahko. Ne glede na to, da vam ChatGPT bo rekel, da so jagode užitne, laže, so strupene, da ne bi slučajno kdo jagode ugrizno. Tudi ChatGPT je samo seštevek našega kolektivnega neznanja, tako da ne nasedajte na vsako informacijo. Ampak gledajte, ašvaganda zavira izločanje stresnih hormonov. Tudi krepi spolne moči. Ni tako, da postrežeš za večerjo, pa da že bo kaj to noč, ampak 4 tedne počakajte.
odpravlja neplodnost, ki jo povzroča stres. Seveda, kortizol oropa ledvice, ko ledvice nemajo bazične energije, nič ne bo. Regeneracija celic, krvna slika, izboljšanje spomina, blaži psihične motnje, celo zmanjšuje stranske učinke kemoterapije, tako da ja vam toplo priporočam, da manj paradižnika, pa več ašvagande, boste veliko prihranili, pa dobro vam bo naredilo. Če želite jo povohati, eni pravijo, to smrdi po prepotenem konju, ok, meni prepoteni konji ne smrdijo, ampak res je, kupljena mi manjka je veliko, ne vem, se je razdišala, ali kako so delali, do lastne mi veliko lepše diši. Šisandra je tudi nekaj, kar lahko posadite, bo raslo in velja, kar je zelo zanimivo, skoraj vse naše meridijane zelo lepo krepi. Morate samo prehiteti ptiče, ker oni tudi brez branja knjig vedo, kako je to dobro in zelo radi poberejo jagode, še preden mi pridemo na vrsto. Popolnoma nezahtevna rastlina. Kupite samo eno sladiko, ne rabite več, ker kmalu se bo to tako kot en slak razmnožilo, ampak gledajte, pomlajuje, vpliva na pljuča, daje novo energijo, res spet pravim ne čez noč, ampak to so vse zadeve, ker lahko skoraj da brezplačno pridete do zaloge svojih pomlajevalnih snovi, ki se lahko zelo v redu poznajo. No, ena izmed stvari, ki na začetku ni bila na seznamu kitajske medicine, zato ker so jo našli v enem delu, ki je Kitajska ogromna, pa so to našli v enem delu Kitajske, ki mi je bil malo stran od oči, ampak jih je presenetilo, da kljub temu, da je zelo onesnaženo okolje, ljudje zelo dolgo živijo, skoraj največja povprečna življenjska doba na Kitajskem, pa nimajo pljučnih bolezni, pa so ugotovili, da ti vsak dan pijejo to tako imenovano zelišče nesmrtnosti, genostema ali hiulang. In to je tudi nekaj, kar verjetno mi super raste. Je ga sicer, mi ga imamo na vrtu tako pod eno živo mejo, on premine, ko je mraz, ampak ko enkrat požene malo globlje korenine, se vsako spomlad obnovi. Za vsak slučaj, če bi res prišla kakšna zima, da bi mi ga pokončala, pa tako čuvam ga tudi v posodi, kot okrasno sobno rastlino, ampak od teja ne pričakujem nekih hudih učinkov, ker preprosto nima od kje to pobrati. Tako, kot da bi eno malo posladkano z kakšnim umetnim sladilom, tako grenko sladkega okusa je, pije se kot zeleni čajček, nima nobenih kofeinskih moči, vendar krepi ledvica, pomlajuje, pomaga pri prostati, tudi dviga energijo, pravijo tako malo rahlo afrodizična. Pomembno je, da izboljšuje, pravijo res na spirometru, ko merijo pljuča, se izboljša količina pljuča pri ljudeh, torej globina diha se spremeni pri tej rastlini. Tako da jetra, presnova maščob, vranica, holesterol, tako v knjigi imate prav na katere sklope deluje. Fajn je pogledati, vsak od nas ima drugo šibko točko v telesu in dobro je pogledati, kaj bi vam najbolj koristilo. Ker ko berete v časopisih, se zaljubite čisto vsako stvar in vsak vitamin, ki ga omenjajo, ravno to mislite, da rabite, ampak ne rabite vsega tega. Tako da štartajte z drugega konca. Če imate težave z vranico, potem pa je sibirski ženšen, pa ginostema, pa kopriva. Pa se okrog tega vrtimo. In res kopriva, ko sem enkrat napisala, da je kopriva adaptogen, so me neki strokovnjaki malo podajali na Facebooku, kaj se ja grem, pa Kitajci sploh niso slišali za koprivo. Ne, motite se, seveda niso pisali 4500 let nazaj o koprivi, ampak kitajska medicina živi naprej in oni so tudi zahodnjaške rastline pregledali po svojih principih in ugotovili, da je kopriva izjemno dober adaptogen, ker deluje na vse organske sklope, torej in kri, in vranico, ledvični kanal, torej po meridijanih gledano izjemna zadeva, kar je za njih zelo pomembno. Je ena izmed redkih rastlin, ki uravnava trojni grelc, za tiste, ki veste, kaj to pomeni, pa krepi vranico, pljuča, kri, ledvica in mehur. Ponavadi boste vedeli, večina adaptogenov ima tako doseg 1, 2 do 3 zadeve. Kopriva, kot vidite, pokriva 5 specializacij, izjemno dragocena. Razlog, da o tem ne boste brali,
kdo bo vam bo v Sloveniji lahko koprive prodal, ne? Tako da to se boste morali malo poučiti in aktivirati sami. Kopriva je nasploh naše najboljše super živilo, samo da ne bom predolga. Ko pogledate, kaj je v njej, na osnovi na tem bi lahko preživeli, če bo kriza. In lahko je na marsičem uporabimo, ne pozabite, vse je uporabno. Korenine, listi in semena. Vprašajte kakšnega od starih, pa vam bojo rekli, da je včasih najboljši afrodizijak na slovenskih prostorih bilo seme koprive namočeno v vinu. Če pravijo, pa drži. To je res super živilo. Na naši spletni strani lahko najdete, jih zelo rada malo pofermentiram, zato da fitinski oksalne kisline nevtraliziram, pa da je boljša resorpcija. Boste v knjigi našli tudi vse recepte, kako se tega lotiti. Drugače pa, ker moram končati, danes je knjiga 5 € popusta, moj podpis je še dodana vrednost, naša stojnica je pa čisto na koncu tega hodnika po tej potki naprej. A smo časovno v redu, 15 do. Si moram zahvaliti za klepete, pa ostalo bom na voljo pri stojnici. Hvala lepa.